so rekli, da gremo pogledati, kaj ti norci sploh naredili. In moram reči, da nas takrat, če sploh ta prvi let nas je že zelo presenetil, nam rekel šokiral, ampak presenetil, koliko so se ljudje odzvali. In v bistvu že prvič nam je uspel, že prvič smo naredili tradicionalno prireditev. Dobrodošli nazaj in lepo pozdravljeni, dragi prijatelji Teka. Z vami sem Marko Roblek in to je 5. epizoda vašega omiljenega podcasta Zagret za tek. Ta teden že drugič, ampak ko je priložnost in tako odlični gosti, kot sem jih imel priložnost ta teden dobiti, se pač zgrabi bika za roge in zadevo opravi z prve. Z Igorjem, današnjim gostom, se vam namreč toliko zapomeniti, da sem komaj čakal, da ga dobim v tale podcast in tudi zato bom poskušal v temule vodu zdaj biti čim bolj jedrnat. Najprej naj pozdravim vse nove gledalce, poslušalce, naročnike. Super ste, dobrodošli. Zagret za tek je namreč pravi tekaški podcast, ki se bo ukvarjal s tekom, s tekači in vsem, kar sodi zraven in ob to. Predlogov za goste imam že toliko, da jih do poletja ne uspem vseh izprašati, ampak še vseeno tudi nove predloge še sprejemam, tako da z idejami na plan lista se širi. Če vam je podcast všeč, šerajte, lajkajte, naročite se, razširite glas, da dosežemo čim več tekaške srednje in da tole zadevco naredimo maksimalno zanimivo in atraktivno. Lahko tudi podprete tale podcast z kakim evrom. Tokrat je sponzor te epizode cenjeni Daniel. Hvala, prijatelj, za tvojo izdatno donacijo. Želim ti, da se čim prej pozdraviš, da preženeš korono in da se vrneš nazaj na tekaške poti. Odličen tekač je namreč Daniel. Hvala, Daniel. Hvala tudi Klemenu, Matejožu, Primožu, ki so mi ponudili svojo pomoč, da tale šov naredimo še bolj svetoven, tako da verjemite, najboljše šele prihaja. Kaj se je novega zgodilo od zadnjič? Sam nisem si mogel počakati in sem štartal Essex World Ekiden. Svojo prvo predajo sem odgaral, oddelal, malo sem pogoljufal in izbral progo, ki se rahlo spušča, a vseeno sem trpel vsak kilometer. Kolega Uroš je rekel, da je 4. kilometer pri 5 kilometer sem tekel najtežji. Priznam, res je tako, komaj sem čakal, da je bilo konec, komaj da spravil po 20 minut, tako da zdaj predajam štafetno palico ostalim. Fantje, zdaj imate vi nalogo, da nadaljujemo v tej maniri in da spravimo tale maratonski čas skupni pod 3 ure. Dajmo vitezi. Mene čaka še tekaška dolžnost in tek, ki ga moramo opraviti za ekipo tekač.si, ampak najprej kakšen dan mi dajte, da se tegale muskelfibra znebim in da noge spet spravim v polni pogon. Tudi vi se še vedno lahko prijavite, lahko še zberete ekipo, utečete svojo dirko, zadeva je odprta do 22. To je naslednja nedelja. Tako je, mislim, da je Slovenija prijavljenih vsaj že 15 ekip. Dajmo se pomeriti, pa da vidimo, kdo je močnejši. Kaj si lahko še izberete recimo za ta vikend? Virtualni maraton je tokrat še v Helsinkih. Medalja je prav lepa, lahko sami preverite tudi na spletu. Prijavnina ni predraga in če se boste odločili za maraton, tudi vreme bo finskemu vzdušju primerno, tako da kar akcija. Med drugim bo ta vikend užival, pa je maraton v Plitvicah, no to bomo spremljali, kako bo to izgledalo, kakšna bo zasedba. Dvomim, da bo kakšen Slovenec na štartu, pa vseeno. Če je kakšen, pa tole posluša, naj se javi, z veseljem dobim informacije z prve roke. Mislim, da ta vikend poteka še tudi Alpe Adria Trail Cup,
Če pa ste na Bledu doma in še niste šli blejskega razglednega traila, pa tudi vabljeni. Gorazd me je spomnil, da je danes zadnji dan akcije Daruj kilometre. Ta akcija namreč osvešča o sladkorni bolezni. Tako da vsi lepo vabljeni, da današnje kilometre še, ki jih opravite, objavite in označite z hashtagi Darujem kilometre, hashtag Nika, hashtag število kilometrov. Da se to na socialna omrežja, vsak kilometr je dobrodošel. Hvala že vnaprej. Tudi tokrat ne bo šlo brez knjige, tokrat tekaška knjiga tedna. Čisto tekaška, to vam bo res všeč. Zabavna je, sproščena, loteva se tem, ki si jih resne tekaške teme na tak način redko kdaj. Recimo obravnava več tipov tekačev, ki jih srečujete na dirkah. Recimo tekač, ki se preveč vpadljivo oblači ali pa preveč govori ali pa preveč smrka med tekom. Vmes navede cel kup tekaških navijaških tabel, ki jih srečal na svojih premnogih tekaških maratonih in krajših razdaljah. Vse so zelo hecne, zelo zanimive, med drugim je tudi ta, vedno daje vse od sebe, razen ko daješ kri. Bukva ima tudi znanstveno težo, noter so najnovejša znanstvena odkritja, kar se tiče teka. Razbija tudi cel kup tekaških mitov, tiste, ki so recimo vezani na raztezanje, pa na basanje z makaronom pred maratonom in podobno. Njuki je tekač zelo zagrizen, zase sicer pravi, da je bolj kilov, ampak je tako navdušen nad tekom, tako zanimiv, da bo za sabo potegnil ne samo recimo mogoče malo prestrašene začetnike, ki bi se šele lotili teka, ampak tudi veterane ali pa tiste, ki iščejo nov navdih. Tako da knjiga Tek je cenejši od dohtarja, avtorja Chesa Newkija Burdna, je sigurno prava izbira ne samo za vaše branje, res se lepo bere hitro, zraven se boste krohotali, je tudi odlična ideja za darilo, za praznike, ki prihajajo, za virtualne praznike, ki prihajajo, za virtualne dobre može. Torej, če bi se vi tudi hihitali, krohotali temu briljantnemu angleškemu humorju, ki je prepleten s tekom, Tek je cenejši od dohtarja, tudi za ta karantenski čas, prav gotovo prava knjiga za vse prave tekače. Zanimivost tedna, morda še to, znanstveno dejstvo tedna, rečemo temu. Klemen mi je dal super idejo, in sicer, da v tale uvod vključim še kakšno najnovejše dognanje z področja tekaške znanosti, ki vam bo morda zanimivo. Potem sem šel malo pobrskati po arhivih oziroma po spletu, po reviji Outside recimo, in našel študijo, ki se ukvarja z obrabo hrustanca v kolenih pri tekačih. Jaz sem bil namreč ves čas prepričan, oziroma so me drugi prepričevali, najbrž tudi vas, da si s tekom vsaj malo, če ne že kar precej, uničujemo kolena. Menda obstaja celo en novejši matematični model, ki trdi, da vsi, ki smo začeli teči pred 25 letom, naredili na dan vsaj povprečno 3 do 5 kilometrov, bomo do 55. leta naša kolena znucali tako zelo, da bomo pristali, če ne na berglah, pa kar na vozičku. Ampak, če pa pogledamo prakso, če pa tekače, prave tekače izprašamo in jih klinično pregledamo, pa slika ni taka. Po ugotovitvah raziskovalcev ima težave s koleni približno isti procent tekačev kot procent običajne netekaške populacije. Zdaj, v čem je razlog? Je pa bistvo, recimo, te najnovejše študije, ali je dejansko res, da se lahko hrustanec celo obnavlja, kar doslej praktično še nihče ni dokazal, ali celo hrustanec z obremenitvijo, kot je tek, dejansko dobiva na moči, na fleksibilnosti in ga to ščiti pred obrabo, ali pa
dejansko je še kakšen tretji razlog, tega, ki ga mora znanost še dokazati. Vsekakor lahko mirno tečete in spite še naprej, tek vam, kot kaže znanost, ne bo uničil kolen, nič bolj kot pa recimo ležanje na kavču. In zdaj, without further ado, kot bi rekli Američani, k pogovoru sem tokrat povabil svojega dolgoletnega sodelavca, človeka, ki tek pozna od zunaj in od znotraj, odličnega fotografa, košarkaša, kompanjona, direktorja Nočne desetke, mojega najboljšega prijatelja, spoštovane in spoštovani, z mano je Igor Zonik. Igi! Ready? No, sem skos ready. Daj nehi, no jaz, ma ne bom jaz, zdaj to ti delaj. Ne, dosti. A se vidi, te žvečam? Ne, ja ne bom, no. A se res ne vidi začilke? Ne, v redu. A veš, dva, kot 14, a veš, 14. Ampak res čist nekaj nakratko. A to imam lahko, to? 14. nočna desetka? Ful me tle ful zažiga zdaj. Prav živčen sem že. Daj luč mi daj. Aj otok za mano, aj takole. 24. Ja, pizda, ne 4. Daj no, jaz čisto več ne vem, kaj smo se zmenili sploh. 14. nočna desetka. Samo še enkrat. 27. odpremo prijave. Prvi. Vas pa smrdu dan, ne? Če kjer je desno, ta? Aha, ob 8 uri zjutraj. Nočna desetka reč! To je meni čist brez veze, no kaj me silta v tole, no? Pa list dele, no. Halo? Najboljša doslej. Najboljša do zdaj. Doslej, ne do zdaj. 14. nočna desetka. Najboljša doslej. Za vas? Na Bledu. Dobro, do 8, ajde. Na kako? Pojte zdaj plavat končno. Igi živa, koske danes vsega. Zdravo, kaj zdaj? Ja bo, sam tole delamo skozi tole šolo nadaljavo, pa kuhamo, pa... No, Hvala Bogu, da vikend zdaj tle. Čeprav videva, pa bom pozval še gledalce, da pogledajo malo bližji. Mislim, da smo priča novemu izgledu Igorja Zonika. A so tole očala ali kako? Ali jih moram tudi jaz neštivim, da jim dobro videl? A so to očala? To pa naredi šola nadaljavo. Prvo rundo smo še nekako pregurali, v drugo je pa popustili vse, tako da, evo, to je to. Emšo dela? Ja, Emšo, gospod profesor te bom zdaj klical. Noro! Evo, oba dva se prežela prvi teden šolanje na domu, še nekaj naj čaka, nekaj tednov. Prijatelj Slavko bi rekel nekaj mesecev, ampak grejo k najni današnji debati. Danes sem šel laufa, zato da si malo zbistrim misli, pa najdem par idej, kako začeti tale najin pogovor. Ampak res je že 15 let, ker sva midva na sceni skup, pa sva temu cajtu špičila tokenih stvari, pa tokenih dogodivščin se je zgodil. Na misel mi je prišlo recimo Moskva od lan, ko sva si mogla v zakonski posli deliti tole deko veliko katino brisačo od nočne desetke ali pa nočno desetko 2012, ko je skoraj uro pred štartom odnesel naliv stoletja. V Kranj, ko so delala bosi tek, pa so naj policaji lovili po stranskih ulicah. Ali pa si tili filmčki, ki jih snemava zadnje 2 let na Bledu, prav za nočno desetko, pa dogodivščine v najni trgovini, najni razgovori študenti in tako naprej. Enih spominov v teh letih se najbrž si tudi ti, ko sem ti rekel, da bova nekaj rekla, dobil kaj iztočnic v zadnjih 15 let, drži. En kup zadev se je zgodilo, sem veliko si ti zdaj že dobro povzel. Vsa ta najna dogodivščina od nočne desetke do turističnih potovanj, takih in drugačnih, od najprej individualnih do potem organiziranih. En kup enih štosov se je že zgodil, pa kar nas manjka jih. Tako da mislim, da je imamo še kar en kup enih idej, no. Toliko idej, da še se za javnost niso vse, ne?
Vse sigurno ne. Najne žene so včasih rekli v tem cajtu, da se več en z drugim družba, ki z njima. Na tem mestu jih seveda pozdravljava. Živijo žene. Ampak res moja pestra zgodovina, deva kar od začetka, zakaj pa ne, greva kronološko. Spoznala so se tam daljnega leta 2003, nekdanji firmi, kjer so delala skupaj na Bledu. Jaz sem bil v tekaški skupini, ki smo osnovali takrat na firmi, ti pa ne toliko, ne, ker nisi bil tekač, vendarle bil si košarkaš. In daj mi povej, tvoja košarkarska kariera je bila celo profesionalna nekaj časa. Mogoče večina ljudi, ki te iz tekaških krogov pozna, niti ne ve, da si bil pravzaprav tudi prvoligaš pa profesionalc v tem skupinskem športu. Ja, v bistvu tam od leta 97 naprej, se pravi, ko sem bil star tam nekje 20 let, dokaj pozno, no, za športno kariero, sem se odločil, pač mogoče bilo pa fino enkrat vsaj probati, kako to izgleda. Ker v svoji mladosti, se pravi tam v osnovni, srednji šoli, sem večinoma košarko igral tako bolj ljubiteljsko, potem pa sem dobil možnost, da sem se priključil treningom Triglav Kranja. Tam smo pa potem od teh pač osnov, ki sem jih mogel pač usvojiti, ker smo šli pač kar od začetka v bistvu. Tako da to je bil en tak zelo zanimiv moment v mojem življenju. No. En kup ljudi, res takih, ki so mi še ostali še zdaj zelo blizu, pri srcu sem spoznal v tistem času, pa tudi naučil sem se marsikaj novega, v bistvu način košarkarskega treninga, sodelovanja v skupini, v timu, kar mi recimo tudi kasneje, pa teh zadevah, kar zdaj počnem, mislim, zelo veliko pomagala. Tako da nikoli si nisem mislil, no, pred leti, da bo moje življenje, kako zdaj poteka, ko se vse v bistvu vrti okrog teka. Jaz tekaj tudi že takrat, ko sem košarko igral, nisem kaj preveč maral. Tek je bil res, tisti treba narediti, daj ti meni sam žogo. Ko me žogo, je tudi teč veliko lažje. Tako da so bile kar zanimive prigode tistih. Dobro, se nisem dolgo časa treniral, sem nekih 5 let, ampak moram reči, da je bil to kar en tak lepših obdobij v mojem življenju. No, seveda pol ni bilo presenečenje, da ko smo se po šihtu gor na Bledu v petkih dobivali na pivu, pa debatirali veliko od teka, ampak vsi smo imeli različne ideje, si bil na koncu, pa ti tisti, ki je takrat dejal, ko smo se pogovarjali, kaj pa bi, če bi, pa mogoče kaj naredili in tako naprej, in ti si bil pa tisti, ki si rekel, ajde fantje, dajmo organizirati en tek. Kako to, da si bil, bom rekel, prvi od predlagateljev, da se je potem iz tega rodila dejansko nočna desetka? Mene že takrat v Prtku, no, ko smo se združili, se mi je zdela ta skupina ljudi, ki smo se tam dobivali, sploh po šihtu na pilu, pa še pol kasneje, ko ste vi tekali, jaz sem z vami hodil zelo veliko po teh slovenskih tekih, mislim, takrat vem, da smo obiskali skoraj vsak vaški tek, posod smo bili, in moram reči, da me je v bistvu sploh najbolj zaradi te družbe me je sploh potegnilo to. Kasneje mi pa zmeraj meni je bil šport od nekdaj zelo všeč. Že kot majhen sem sanjal, da bi bil enkrat športni novinar. Jaz sem en kup enih doma izrezkov iz časopisov, en kup zapiskov, ne vem, igralce prve, druge jugoslovanske nogometne lige sem poznal skoraj na pamet. In res, šport mi je bil nekdaj blizu. Zelo rad sem se pa videl v tem v organizaciji dogodkov. In takrat, ko smo se mi takrat pogovarjali v teh naših popoldanskih uricah, se mi zdela to ena taka nora ideja, da bi vse te teke, kar smo jih mi že tako sami obiskali, združili v eno celoto in naredili nekaj takega, en dogodek, ki v bistvu ga v Sloveniji v tistem času sploh še ni bilo. Pol vse ostalo
je pa zgodovina, kako smo se potem pogovarjali, kdaj to narediti, kjer termin zbrati. Ne vem, pa, ko smo videli, da je v bistvu Frej samo še poletni termin, smo zbrali, smo rekli, ok, dajmo julija narediti, a ne? Ampak kaj bomo julija? Julija je vroče. Ne vem, pa je dol, Mitja, a si bil Ticlo, je rekel, dajmo, kaj, naredimo pa nočno zadevo, a ne? Tako. Z Mitjom so se delali enkrat drugi spet, da po popoldanskih uricah napil. Teh popoldanskih uric je bilo kar nekaj, ja. Ampak so bile zmeraj dobre ideje tam sproducirane. No in seveda pol ni bilo naključje, a ne, da si kot iniciator vsega tega tudi že od začetka vodja oziroma direktor prireditve teh 15 letih, kar bo naslednje leto krogla. Bo pogled nazaj res, impresiven. A si ti mogoče predstavljal v najbolj norih sanjah, da ta zgodba na Bledu, ki je v začetku izgledala kot dajmo narediti pa en vaški tek v narekovajih, da lahko postane tako velika nacionalna, celo mednarodna? Jaz mislim, da takrat leta 2007, ko smo sedeli v gorjah, v Čevdru smo rekli mi temu, ker smo ustanovili v bistvu tudi društvo Vitezi dobrega teka, prav z namenom, da pač organiziramo nočno desetko. Jaz mislim, da takrat se nobenemu niso znali, kaj lahko to v bistvu sploh zraste. Takrat smo imeli pač vsi neke ideje, res, vsi smo bili še dokaj mladi tudi, en kup smo imeli ene energije, enega entuzijastma in iz tega mislim, da so se potem razvile najboljše stvari. Nikoli ne bom pozabil, kako smo tisto prvo leto si naredili majice, ne vem, rumene majice smo šli na izlet v Radence. Mi smo začeli, Radenci so bili tam okrog 15.–20. maja, smo mi začeli nočno desetko v bistvu šele na način reklamirati. Naredili smo, res takrat za tisti čas je bilo to že kar napredno, letake, majice, avtobus smo polepili z vsem možnim, plakati in smo šli v Radence delati reklamo in to je bilo res, gledali so nas, kakor da bili iz enega drugega sveta. Bili smo res malo drugačni kot vsi ostali, ampak mislim, da je bilo pa lih to tisto, kar je ljudi potegnilo na našo prireditev. So rekli, da gremo pogledati, pa ti norci sploh naredili. In moram reči, da takrat, če sploh ta prvi let nas je že zelo presenetil, nam rekel šokiral, ampak presenetil, koliko so se ljudje odzvali. In v bistvu, ja, že prvič nam je uspel. Že prvič smo naredili tradicionalno prireditev, kot smo jo mi takrat potem tudi naprej oglaševali. Že pred prvo izvedbo smo oglaševali tradicionalna nočna desetka, kar je bil že samo po sebi paradoks. Vse ostalo, kar smo k tej zgodbi priklopili, je pa tudi bilo več ali manj nevideno v slovenskem prostoru. Ja. No, tudi zato se mi zdi, da smo v bistvu raven z tega, da je nočna desetka toliko zanimiva ratala, ker smo v bistvu bili čisto drugačni, odštekani, smo kar kakšno ponovitev vmes smo spustili, smo šli s 3. na 5. Take zadeve, vsak let smo se kakšen smešen slogan zmislili, v bistvu nismo se kaj veliko ukvarjali s tem, kaj si bodo drugi mislili o nas, nismo se, ali bomo všečni sponzorjem, ali bomo všečni, ne vem komorkoli, ampak smo delali tisto, nam je bilo všeč in jaz mislim, da zaradi tega je tudi nočna desetka to hitro tudi rasla in prišla na v bistvu nivo, ki ga ima zdaj. Dejansko, čisto na hitro sem šel premetati številke, pa ne čisto grobo, ne točno, in prišel do cifre 30.000 tekačev, ki smo jih v 14 letih tako ali drugače gostili na Bledu. Če upošteva še otroke, pa varovance v Zare, so pa že tam na 35 do 40.000 tekačev. Počas bomo že za en New York maratoncev imeli v naši malhi zgodovinske nočne desetke, za en Berlin sigurno že, če smo pa 40.000. Če bi se mogel odločiti za eno od teh nočnih desetk, 14 izvedb, a bi se lahko za svojo najljubšo, recimo? To je skoraj tako vprašanje, kjer svojega otroka imaš raje. Lepo povedano, ja. Ok, ker mogoče, če se spomnim nazaj, tista prva nočna desetka je bila res nekaj posebnega.
na koncu, ko smo v bistvu naredili podelitev, ko je band odigral svojo zadnjo skladbo, takrat mislim, da smo kar vsi imeli malo solzne oči. Takrat smo se res mislim, da so bili takrat res tisti ta pravi, iskreni objemi med nami, in res veseli smo bili. Toliko nam je pomenilo da smo uspeli narediti, ker v bistvu večina ljudi, ki smo bili v tej ekipi, ni imela nekih organizacijskih izkušenj, nobenih večjih dogodkov prej narejenih, ampak res toliko nam je lepo uspel. In tudi tisti je bila potem ena osnova, da smo potem prireditev peljali naprej, da smo hodili potem tudi v tujino kasneje, in da smo s temi dobrimi zgledi pol gradili iz leta v leto. A imaš kakšno prigodo z teh 14 let, mogoče poleg, če ti pritrdim, takrat smo se vsi jokali, kot da se nam je rodil prvi otrok, sej meni v bistvu je bila nočna desetka prvi otrok. Moj pa drug. Tvoj pa drugi, sej zato pa si direktor, ker si imel še izkušnje. Sigurno imaš pa še kakšno zanimivo prigodo, ki jo rekel javnost ne ve, pa jo lahko moče razkriješ v vseh teh letih, kaj takega zabavnega, posebenega. V teh letih se kar en kup enih prigod dogodil, mogoče jih vse tudi niso za javnost. Spomnim se recimo, ko je bil, mislim, da je bilo to za ne čisto točno letenco, ampak spomnim se, ko se je v oblaku trgal tisto leto, ko sva jaz na cilju, ti na štartu stala, oba dva do gležno v vodi, ko mene je prišla iskat od predsednika Boruta Pahorja, njegova spremljevalka, in me vprašala, če bi njega lahko na nekakšen način spravila do štarta. Jaz sem pa v tistem času bil že dogovorjen s kamermanom, snemalc, z fotografi, s pomočniki mojimi, da jih pač peljem na štart. Tako da smo rekli, ok, bomo za gospoda Pahorja že našli še en sedež, mi to vse zorganiziramo, pa se pa najde še njegov oseben, mislim, da je bil PR-ovc, fotograf, in kaj smo naredili? Zbasali smo ga direktno zadaj v prtljažnik in cela delegacija smo se potem odpeljali proti štartu. To je bila taka zelo zanimiva zadeva. Mogoče druga, je pa še ta naša maskota našega sponzorja, Vzajemko. Ta fant je tak, bom rekel, kar navihan. Zelo rad je kdaj kakšno v špiču, tako da se spomnim tudi tolo par let nazaj, ga vidim, kako se on supom voz po Blejskem jezeru, seveda v polni upravi, to se pravi, če predstavljate tisto njegovo obleko, pena, v bistvu to je iz pene narejena, in pri tem, ko se je on pripeljal nazaj do pomola, se je ta njegov sup malo zavibriral in on je vse te svoji opremi padel v jezera. Tako da na srečo smo imeli takrat tudi zraven vse te reševalce iz vode in so ga uspeli potegniti z vode. Potem sem se z njim zgovarjal, kasneje mi je povedal, da takrat ga je pa kar malo bilo strah. To zadevo zelo dobro speljal, tako da on se je posušil in je naprej speljal otroški tek in mislim, da večina ljudi tega sploh takrat ni vedela, da je bil on že na popoldanskem kopanju pred tekom. Življenje je bilo rešeno, Zajemko tu v naši desetki. Bog pomagi, sej med drugim imam še tudi jaz cel kup enih prigod. Tudi meni se rišlo v življenje, recimo na 9. nočni desetki, ko sem nesrečno padel z enega prtljažnika in mi je bilo treba en dan pred predicijo všivati glavo. Vsakič se zdaj za srečo počoham po tej brazgotini, da ugotavljam, kakšen srečko sem, da sem doživel ne samo 9., 10. in tudi zdaj že mogoče bom celo 15.
Dejva o naši desetki in njeni unikatnosti še kakšno spregovoriti. Marsi kakšno idejo sva ravno na naši desetki testirali na en način, prvi v Sloveniji smo bili, ko smo zero waste koncept sprobavali, ko smo uvedli kreditne kartice za plačevanje, ko smo začeli hecne filmčke snemati, pa s tem promovirati dogodke, kot si rekel že, ko smo z majicami pred dogodkom delali promocijo po Sloveniji, pa se hecali na ta račun. Še cel kup enih stvari je, da še ti povej, recimo, kakšnega, ki si ga zdaj recimo spomniš, pa je bil tak, da je bil potem, bom rekel, ne samo med ljudmi sprejet, ampak so tudi drugi začeli kopirati te zadeve. Ja, v bistvu, že recimo samo, če se spomnimo lanske, recimo nočne desetke, to se pravi nočne desetke 2019, kot smo tekom tistih priprav na to nočno desetko odkrili, v tablicah Atletske zveze Slovenije še nikjer sploh ni bilo zabeleženega uradnega cestnega slovenskega rekorda na 10 kilometrov. In takrat, ko so se midva o tem pogovarjala, se spomnim, da nam je ta ideja bila zelo hiter, zelo všeč, tako da sva tudi potem en kup kolesja zagnala, da sva to vse uspela speljati, da sva dobila v bistvu vse informacije z Atletske zveze, potem kako sploh v bistvu, kako ta rekord sploh prijaviti in v bistvu, da na koncu ima veljavo. Tako da smo mogla potem se povezati z to slovensko antidopinško agencijo. To, kot sem že prej rekel, tudi Atletska zveza nam je dala smernice, po katerih smo mogli zagotoviti vso regularnost tekmovanja, se pravi od vseh sodnikov do točne izmere trase, ki smo jo takrat mi že kar nekaj let imeli. Tako da ja, bili smo pa prvi, ki smo uradno potrdili rekord na 10.000 metrov na cesti, tako v moški kot ženski kategoriji. Tako da imamo prve dva slovenska rekorderja, to sta bila Mitja Krevs in Naja Kršinar. Tako da vse kasneje so potem že zelo hitro tudi na ostalih tekih pogruntala, da je ta zadeva dokaj atraktivna pa zanimiva. Tako da mislim, da se bo ta znamka, zdaj čisto točno ne vem, koliko so te časi, se je potem še izboljšala, ampak mislim, da bodo na tem tudi še kar delali in da se bodo te cifre sploh pri moških probale pod magično mejo 30 minut spustiti. Ja, to je bila tudi najna ideja, da bi morda na nočni desetki kdo odlaufal po dolgih letih v Sloveniji spet pod 30, do zdaj nama še ni uspelo, je pa tudi res, da nočna desetka nima najlažje proge v Sloveniji, morda bojo to uspeli tekači zvezki druge. No, po tem zgledu naše lanske desetke letos so recimo organizirali prvi naskok na državni rekord na 5 km na cesti, tako da kolesje se premika, očitno smo tudi na tem področju morda spodbudili koga, da tudi to zadevno tek in atletiko malo izpostavi, pa izkoristi pač tisto, kar lahko, da tudi ljudje več pozornosti namenijo pač našemu športu, s katerim se pač tako radi ukvarjamo. Dejva okrog desetke, še tole, vem, da sva govorila jaz posebej, pa tudi ti, da nikoli ne bova laufala nočne desetke, ker pač nismo takrat tisti dan, nimamo niti časa, niti možnosti, ampak hudirja, pride leto 2020, pride korona, pride virtualna nočna desetka in priložnost je tle. Ja, se spomnim, ko sva se midva velikrat o tem pogovarjala, sva rekla, ko midva tekla nočno desetko, takrat bo pa vsega konc. Evo. Da ni več s tem bilo pogojeno, ampak ja, res, letos tam se spomnim, da je bilo februarja, ko smo se vračali z enega izleta v Splitu, smo se pogovarjali, kam sploh v bistvu prinaša ta čas zdaj, ampak nobenemu se tudi sanjali, da ne bo recimo dogodkov v maju, juniju, juliju, rekli smo, ok, tamle maja gremo mi v Skopje, takrat bomo že veselo spet tekali naokrog, potovali.
Ja, potem se pa začela midva kar veliko razmišljati o tem, kaj sploh z nočno desetko narediti. A ne. Iskala sva rezervne datume, opcije, kako v bistvu sploh speljati zadevo, ampak sva na srečo zelo hitro bila istega mnenja, da letos žal v takem formatu, kot smo nočno desetko do zdaj poznali, ne bo možno več to narediti, a ne. Tako da sva se tudi takrat skupaj odločila, v bistvu je bilo kar zelo na hitro, dajmo narediti virtualno desetko. A ne. Naredili smo te lične medalje, šli smo v oglaševanje tega dogodka in ja, na koncu sva ga tudi v bistvu oba dva skupaj pretekla. No, tako da sem kar s ponosom obesil to virtualno medaljo nočne desetke, vidim, ti jo imaš tamle zadaj, jaz pa dol v moji pisarni. Tako da, ja, je bilo kar doživetje, no. Zelo podobno mogoče tistemu iz prve nočne desetke, a ne, tako čustveno mogoče tudi malo. Moram reči, da meni je bilo, mislim, jaz nisem navajen sploh teči polet v taki vročini, tako da je bilo kar naporno. No. Tako da tista medalja, pa pol tisti pir temu sosednjemu baru je bil super zadeva. Krvavo zaslužen, no, se spomnim, ja, letos. Prav posebej, čeprav smo bili, rekel, sami sebi prepuščeni dobesedno, neka manjša skupinca se nas je navrala, vsak je laufal pred svojo uro, brez tistega pompa, brez jošk ven, ki so vendarle pol tudi igrale. Virtualno za nas zvečer je bilo vseeno zelo emocionalno, jaz se spomnim, da sva se tam vsa prešvicana spet objemala, k pred 15 leti, no, res je bilo dobro. No. Kdo bi si mislil, da je nočna desetka lahko tako emocionalna za naju tudi še po vsem temu času, ampak evo je. Naslednji let sva rekla, da 15. izvedbo narediva na Bledu, pa ne stane, kar hoče. Je tako? Ja, druge ni. Tako, kot sva rekla, 15. bo spet na Bledu. Zdaj upajmo, da bo možno čim bolj se približati v bistvu organizaciji prireditve, tako kot smo jo imeli v prejšnjih letih. A ne. Če pa ne bo to možno, bomo pa pač po vzgledu letošnjih, a ne, sploh teh jesenskih tekaških prireditev probali v bistvu narediti, ali bomo naredili več štartov, ali bo to dvodnevni event, o tem še razmišljamo. No. V bistvu, ampak nočna desetka 2020 siguren bo. Midva sva govorila tudi že kar z nekaj našimi partnerji, ki nam v bistvu stojijo tudi ob strani, nas podpirajo. Tako da zdaj upajmo, no, samo da se tale zadeva glede te naše korone umiri, oziroma saj nekaj stabilizira, no, tako da bomo lahko spet začeli razmišljati o nekih množičnih prireditvah. Mogoče ne od začetka še tako standardnih, kot smo jih prej poznali, ampak mogoče bo pa to neka začetek, bo mogoče sigurno malo drugačen, no, kot smo ga bili vajeni, ampak dajmo se potruditi, da se približamo spet temu druženju, da bomo imeli na koncu lahko spet koncert, da bomo lahko v miru se poveselili. Tako da ja, no, upam, da nam rata. Na vsak način pregrava te scenarije, da bo 15. jubilejna nočna desetka spet unikatna v vseh pogledih znotraj pač dovoljenih ukrepov, ki bodo takrat veljali. No, še eno dirko bi mogla letos narediti, pa so jo potem tudi virtualizirala. Blejski razgledni trail je to, ki se je tudi poleg virtualne nočne desetke, ki je bila razprodana, izjemno dobro prijel. Koliko tekašev se je zdaj že podalo na ta posebni razgledni krog okrog Blejskega jezera, praviš? Zdaj, to se pravi, po zadnjih teh podatkih, kar sem gledal, jih je, vsaj uradno, jih je šlo že okrog 250, še neuradno, veliko sploh tukaj, no, z našega konca, z Bleda in okolice, se jih je pa nekje že krepko čez 300 spopadlo s to progo. Tako da, ja, se spomnim lani, ko so oktobra midva prvič šla okrog, ko so šla prvič gledati tole traso tega novega blejskega razglednega traila, bom rekel, da nisem bil še toliko navdušen nad temi traili. Sploh meni gore niso bile prej toliko pri srcu, no, sploh zaradi moje takrat malo večje telesne teže, a ne.
Ampak moram reči, da v tem letu 2020 sem pa te traile kar vzljubil, no? Tako da sem bil, tokrat, ko sem šel letos okrog, ne vem, če sem šel že kdaj, tako da, ja, no, sploh ta varianta tega traila, da smo ga v bistvu izvedli na originalni progi, in da smo ljudem omogočali, da so lahko kadarkoli v bistvu šli samostojno na to traso. To se mi zdi letos v letu 2020 ena takih boljših idej. Jaz nisem bil najbolj zagovornik teh raznih virtualnih dirk, svetovnih, pač, ne vem, okrog Bohinjskega jezera teči moskovski maraton in podobno. Zelo dobro se mi pa zdelo to, da si v bistvu na trasi, dejanski trasi, lahko kadarkoli si želel pač to v teku. Saj zastopam tudi organizatorje, med katerimi smo bili tudi mi, da dejansko po originalni progi je zelo težko teči, sploh maratona, ker zapreti neke določene, tudi če bi v bistvu lahko kot turist šel na določeno destinacijo, skoraj nemogoče po originalni trasi zaradi pač zaprtega prometa in vseh teh tehničnih zahtev teči sploh, maraton. Tako da ja, trail je bila pa v bistvu proga zelo dobro označena, tudi ljudem smo poslali navodila, tako da so se, kadar so pač imeli čas, so lahko šli odteči, odhoditi, pofotkati se, ker v bistvu razgledi so prekrasni, tako da kdor še ni bil, samo da občine pa regije odprejo, pridite, vas peljemo, ni problema. Odlično bilo. Dolžna sem po mojem še vsej tekaški javnosti, kakšen filmček, ki ga posnela na stezicah in potkah BR Traila, ampak bo izbrala en tak vreme, da se jaz ne bom podhladil, pa da se ti ne boš recimo križa premaknil na kakšnih spolskih podlagah. Stari, tole danes res šok zgleda. Pa če šli mi dvoraj na kofe. Pojva. Daj prim sam malo marilo, da si zavežem. Stari, lauflek je laufat. Sam res, nočna 10 buh mal. No, evo, da vidiš. Dejva zdaj, prej si omenil, da tek nikoli ni bil tvoj priljubljeni šport, ampak še vseeno ljubezensko razmerje z njim traja. Z Vitezi si pač že od štarta hodil po tekih, pa si bil bolj fotograf, bolj selektor, si bil navijač v prvih bojnih vrstah, ki si nas čakal ure in ure, če je bilo treba. Ampak sam tek pa nikoli ni bil tisti, ki bi ga tudi sam začel prakticirati do predlani. Kaj se je pa takrat zgodilo? Ja, res je, tako sem že prej od začetka povedal, meni je bil tek grozen. Res. Jaz sem, v bistvu bom rekel, da v svoji mladosti sem tek zelo sovražil. Kasneje, ko sem pač začel veliko z vami okrog hoditi, vedno so me vsi nagovarjali, ja, Igi, naslednji greš pa ti 10, pa 21, pa šel pa na maraton. Sem rekel, jaz sem malo pokimal, sem rekel, ja, vse je v redu. No in leta 2018, takrat sem pa jaz tam, se spomnim, to se pravi, z leta 2017 na 2018, no, sem kar veliko začel hoditi okrog Blejskega jezera. Najprej čisto sprehod, potem malo hitrejša hoja, pa se mi pa to že malo dolg čas dela, in sem probal tam kakšen kilometer tudi malo teči. Ajde, nekako je šlo, malo sem kombiniral kilometer teka, kilometer hoje, pa smo nekako okrog prišli. In pa se spomnim, ko ste se vi
takrat pogovarjali, da boste šli na maraton Radenci. Jaz videl, tam imajo eno tako luštno petko, kar dokaj ravna, pa taka lih primerna zame se mi takrat zdela. No. Tako da sem se odločil takrat, da se prijavim. In moj prvi cilj je bil to, da pridem do cilja, pa da vmes nič ne hodim. Evo, in takrat se je ta zgodba začela, no, sem bil ful vesel, da mi takrat isto uspel. To se pravi, to je bilo leta 2018, pa za 2019 sem si pa kar postavil že malo, oziroma ne, še leta 2018 smo šli konec leta še v Atene, ker sem se tudi prijavil na 5 kilometrov. In tisti tekst takrat v Atenah, se spomnim, prva polovica, 2,5 je bila fejst v hrib, druga polovica, 2,5 pa super dol z hriba. Tako da indirekt prihod na ta olimpijski štadion v Atenah, to je bilo pa tako fascinantno, da takrat me je pa, moram priznati, prvič pa res malo ta tek potegnala. Tako da sem si za 2019 sem si že kar malo plane naredil, kam v bistvu sem pogledal, kam bomo šli mi na ta naša tudi tekaška potovanja, in sem tam si izbral za cilj takrat Moskvo. Moskva 2019, 10-kilometrski tek. To je bil moj tisti takrat, bom rekel, letni cilj. Pa smo pa vmes že kakšno špičali, smo bili prej že v Celovcu, pa kam smo šli še, mislim, da smo še prej bili v Celovc, pa v bistvu Ljubljana tudi, pa Atene. Te so bili takrat glavni trije teki, 10-kilometrski. Moram reči, da mi je kar fajn šlo. Tako da do letošnje sezone, ko smo spet planirali tek, moj glavni cilj je bil, da grem v Limassol, to se pravi na Cipru teči, ampak pa vemo, kaj se je zgodilo z vso tole kalvarijo okrog korone. Takrat sem pa, moram priznati, kar malo izgubil malene motivacije za tek. Tudi pa sem imel malo zdravstvenih težav, tako da je tek zdaj pri meni spet majčken v zamrznenem statusu, bom rekel. Tako da zdaj več hodim, kakšen tale trail odhodimo skupaj, tako da mogoče bo pa 2021 spet začetek mojega ponovnega tekaškega rojstva. Tekaški preporod Igorja Zornika 2027, ja. O tem bomo še poročali v naši oddaji. Ostanite z nami. Te moram pohecati. Eno stvar si še počenjal, oziroma se je dogajalo ob tem, ko si hodil in potem začel laufati. Ta zgodba se je začela že davnega leta 2013, ko si prvič se odločil, da boš začel hujšati, takrat predvsem s hrano, takrat sva badva prakticirala paleo in na tisti način pač rezala te kilograme. No, potem ko si odkril hojo, pa tek malo bolj intenzivno si še s tem dodajal. V tem času si, se pravi 2013 do lani, imam eno fotko tudi pripravljeno, pa jo bom umestil v tale pogovor, vseeno, zaradi tega, ker je tako fascinantno, namreč v tem času si izgubil več kot 70 kilogramov telesne teže. To je že podatek, ki se že sliši zastrašujoče, ampak zdaj moraš pa ti opisati oziroma povedati, kako se je ta zgodba odvila. Ja, to je bila kar ena taka zelo zanimiva zgodba. Jaz sem potem, ko sem končal svojo košarkarsko zgodbo, sem bil v tistih časih po temu kar dokaj neaktiven. Sem v bistvu vnos hrane je bil dosti podoben tistemu kot takrat, ko smo 2-krat dnevno po 2 ure trenirali. Takrat sem začel tudi službo, veliko je bilo tega sedečega dela. In tisti prvi kilogrami so se kar zelo hitro nabrali. Potem sem še, poleg tega, so mi odkrili apnejo, spalno apnejo, ki me je pa takrat mogoče v tistem času najbolj šokirala. In tudi zaradi tega, to je bil vzrokov,
da sem se v bistvu sploh lotil tega hujšanja. Poleg tega, da sem me tudi zelo veliko motiviral v tistem času, pa seveda tle je bila tudi neka stava, ko sva s prijateljem Mitjem stavila, da v enem letu zgubim 40 kilogramov. To se je meni zdela kar takrat ena taka zabavna zadeva. Trmast, ker včasih sem rekel, tole bom jaz zborbal, sem si kar naredil plan, koliko recimo kilogramov bo treba na mesec izgubiti. Moram reči, da takrat je šlo kar dobro, se pravi, sploh zelo veliko sem se ukvarjal takrat s prehrano. Ogljikove hidrate smo v tistem času imeli za največjega sovražnika, sem jih res zelo omejil, malo sem se začel ukvarjati tudi s plavanjem in potem je šlo zmeraj lažje, ko so ti kilogrami kopneli, sem tudi jaz veliko lažje se gibal, sem začel z hojo počasno, potem malo hitrejšo, in takrat mi je v tistem času uspel dati dol 50 kilogramov. Do datuma, ko sva ga takrat z Mitjem določila. Potem sem pa tudi kasneje, tako kot si že prej omenil, sem prišel pa do številke 70. Tako da tiste je bilo pa kar... To so pa v bistvu zdaj kilogrami, ki jih nekje poskušam tudi zdaj držati. Stavo si takrat dobil, si pa tudi unovčil dobitek, ja? Ja, v bistvu stava je bila, kakor se spomnim, takrat je bila žurka za rojstni dan. Takrat smo skupaj pripravljali te žurke, mi da z Mitjem sva se vedno dogovorila, da bomo imela skupaj in je rekel, evo, če ti daš teh 40 kilogramov dol, jaz plačam celo žurko. Sem rekel, kot ta prav Gorenc, ja. To sem pa že plačal, za ston mu jedel pa pil spet. To je bila tista žurka, ki je trajala takrat cel teden pol, a je bilo to pol, ja, takrat. To je bila tista, ja. Zdaj nismo čisto v redu takrat. No, teh najprej 50, potem še dodatnih 20 kilogramov, ta zgodba za vse, ki smo te spremljali, je bila res neverjetna, in še za marsikoga z različnih medijev so te kasneje tudi pobarali, da si to zgodbo povedal. Ampak daj na kratko, prosim, za najine gledalce in poslušalce, strni recimo na svet, ki ga priporočaš vsem, ki se z težo prevečano težo še vedno borijo, pa bi radi skenslali. Najbrž se moraš tudi ti še zdaj vsak dan znova boriti, tako kot ti se doslej. Ja, sigurno, v bistvu, jaz imam to že kar nekaj časa, se s to težo borim, moram kar biti aktiven. Bom pa tako rekel, po mojem ne obstaja en splošen recept, kaj v bistvu sploh narediti. Saj veš, da en kup teh različnih diet, enkrat je moderna ta, enkrat druga, ampak konec koncev je po mojem vse skupaj bolj matematika. To se pravi, koliko neseš vase, pa koliko v bistvu potem porabiš. Tako da jaz mislim, da nekje na zmerno prehranjevanje, pa vsakodnevna ali pa večkrat tedensko neka rekreacija, ni treba, da je to neka visoko intenzivna, to lahko v bistvu čist hitra hoja, krajši sprehodi, samo v bistvu gibanje, da to lahko, sploh tudi začetek, najtežji je zmeran začetek, ko se lotiti te diete, tega prehranskega hudiča, jaz temu rekel. Ja, ta začetek je zelo pomemben in da se nam v bistvu takrat ne zameri vse skupaj, da počas hrano zmanjšamo, počas dodajamo to, se pravi, gibanje. Je pa zelo pomembno, da smo pa potem striktni, da smo striktni, trmasti in da vztrajamo. Ker bom rekel, se splača. Meni se je kvaliteta življenja res v teh letih, ko sem uspel malo krutiti to telesno težo, res zelo spremenila. Tako da vlagam vsem na srce, res se splača potruditi. Ja, super misel za vse tam zunaj. Zdaj, če imate kakršnokoli vprašanja še potem za Igorja, napišite jih lahko v komentarje, lahko
meni zasebna sporočila ali pa kar njemu. Mislim, da vam bo on z veseljem povedal še kakšno podrobnost in dal še kakšen nasvet, da se boste lažje spravili na pot recimo zdravega življenja, pa kakšno kilo oklestel, pa mogoče tudi, če se vam je tek priskutil kdaj ali pa ga res ne marate, bo Igor povedal, kako ga boste vzljubili. Prej si rekel, da več kot 10 km v življenju ne kaneš prelaufati, ampak enkrat si se pa zagovoril, ko si rekel, da če bom pa izžreban za londonski maraton, bom šel pa tja odlaufati pa čakoj po kolenih. No, a si se letos prijavil v žreb ponovno? Ja, bom kar pošten povedal, da sem se prijavil. Evo, se prav tvegaš. No, jaz si teh 42 km ne predstavljam, kako bom jaz to naredil, ampak ajde, če smo rekli, gremo probati. Temu se reče, da spoštovanje tveganja lastne kože. Tako da vsa čast, Igor, držimo pesti, pa to je dobro namerno. Ne, to je dobro namerno. Sem ti takrat obljubil, da bom šel s tabo, če boš izžreban, tako da super se bo imela. Če smo že pri Londonu letos bi morali tja poslati ducat Slovencev, rihtala so jim aranžmaje pa štartne številke in tako naprej. Tudi na 5 ostalih destinacij, kamor smo pa hotela s tekači celo potovati, smo imela v planu. To je še en projekt, ki ga že nekaj let delava skupaj. Začel se je kot prijateljsko pohajanje, druženje s prijatelji. Mislim, da smo šli prvič 2008 spomlad, to je že 12 let zdaj, z avtodomi v Pariz, super dogodivščina v manjši družbi. Potem se je pa to z leti razvilo v praktično profesionalno organizirana potovanja na največje evropske maratone, ki jih delamo 12-13 let norih zgodb. A imaš v tem času kakšno destinacijo, ki ti je res ostala v spominu, pa bi jo še ponovil? Veš, da sem ravno zadnjič malo pogledati, kje smo že vse bili v bistvu, vseh teh letih, kaj smo vse prepotovali. In to se pravi, od leta 2011, takrat, ko sem malo bolj to začel beležiti, pa do danes, smo naredili 30 organiziranih izletov, plus 2 izlete, kamor smo v bistvu ljudem samo pomagali, da so šli odteč, da smo jim zrihtali v bistvu štartnine. Tako da, tako že prej omenil, mi smo že v 2007, 2008 smo v bistvu tudi individualno potovali, tako da tudi takrat se je že kar nabrali 3, 4, 5 tudi teh potovanj. Kjer je zdaj moj najljubši? To je spet težko vprašanje. Meni je zelo všeč Španija. Meni so vse španske, kar smo do zdaj bili, so mi bile fenomenalne. Sploh Valencija je eno tako mesto, vidim tale super majčka, kaj je v Žani. V Valenciji smo bili že 2-krat, to se pravi 2016, 2019, oboje je bilo super doživetje. Poleg tega pa tudi in Madrid in sploh Barcelona, to se pravi, to so mesta, ki so mi recimo zelo ostala v spominu. Tudi mogoče lanska Moskva je bila meni fascinantna. Mislim, tako ogromno mesto, ogromne zgradbe, avenije, v bistvu, ko so jih to zaprli, da smo mi lahko tam tekali, res, to so bile kar zanimive zgodbe, tako da to so mogoče. In pa Beograd. Beograd je tudi pa eno tako mesto, ki meni že tako po duši tudi zelo všeč. Tako da tudi v tem imam lepe spomine. Imam pa vse te spomine, jaz malo bolj iz teh, kako bom rekel, žurerskih delov naših potovanj, kot pa stekaških. Tam pa mogoče nisem bil toliko prisoten. Tako da jaz bolj iz kulinarike pa z tega dela, pa z nočnega življenja, zabave, pač zbiram te vtise. Ponavadi so tiste zgodbe precej bolj zanimive, kot te z maratona, ti lahko povem z maratona v enem stavku. Štartaš, malo se ljudje derejo, pol piše 30, pol fejs zmatran, pol piše 35, hočeš, da je že konc,
pol trpiš, kot Kristus še 1 uro, pol je pa končno dobiš pivo. Tako da to kot maratona, vse ostalo, kar je prej, pa kasneje, je pa neprimerno bolj razgibano, ne hecam se, ampak vseeno, daj mi povej, imaš kakšno dogodivščino iz vseh teh let, ki ti je pa res najbolj, rekel, nora, trapasta, odpuljena, zanimiva, pa bi jo delil z poslušalci in gledalci. Ja, kaj pa vem, kup teh dogodivščin je bilo, no? Od, ne vem, nočnega kopanja februarja na Malti, pa do, ne vem, iskanja ob 2 zjutraj piva po ulicah Valencije, ali pa mogoče, tam smo tudi zraven, no? Naše berlinske epizode, s tem imamo kar par takih zelo lepih zgodb. Ponavadi smo šli, to se pravi petek je bil tak dan, malo bolj za spoznavanje skupine in sva zvečer organizirala ponavadi kakšno druženje v pivnici, Maximilians, mislim, da se reče, a ne? No in tam smo ponavadi tudi s sabo imeli kakšno kitaro, kakšno dobro voljo, no, in smo širili slovensko glasbo, dobro voljo in mogoče vedno ti naši gostitelji niso bili toliko nadušeni nad nami, kot se je nam pač zdelo fino, da jim mi pokažemo, kako ga Slovenci žuramo. Tako da, ja, sploh ta Berlin, no, bo meni kar zavedno ostal v spominu, pa naše vračanje v hotel, pa ti res take manjše zgodbe, ki pa mogoče vse niso bili za javnost. No, spoštovani in cenjene, dobrodošli na kakšno bodočih avantur, ko se zadeve sprostijo, boste videli, splača se, res je zabavno, res je hecamo, tudi maratoni so vse neverjetni, kako drugače bi recimo po ulicah, rečemo svetovnih ali pa evropskih metropol lahko tekel sred ceste, kadarkoli, kjerkoli drug dan v letu. Je to praktično nemogoče, no, na dan maratona pa je in edino tekač ali maratonec moraš biti, da ta privilegij lahko v življenju doživiš. Tako da dobrodošli. No, in če si prav to omenjaš, te naše dogodivščine večerne, da mi je užejalo, itak mi je zmanjkalo kave, tako da če dovoliš na zdravje, vas ne vem, če imaš ti tudi kakšno... Aha. Igor je zvest, seveda še zmeraj svojim nasvetom, ki jih je prej delil. To pa to na zdravo, zdaj tole. Ja, to, v drugo stran, ja, tako, čin. V drugo, čin. Aha, se va čist drugače zložena pri tebi. Na zdravje. No in morda so naša potovanja, no, zato tako zanimiva, ker so malo netipična. Poleg kulinarike pa nočnega življenja je tle še spoznavanje mesta na neko poseben tekaški način, potem turizem prilagojen tekačem, ki so na maratonskega dne potem res, rekel, tudi fizično bolj obremenjeni kot običajni turisti, pol zmeraj kakšni zanimivi dodatni izleti, ki predstavijo tisto destinacijo, pa seveda obilo druženja, obilo dobre volje, obilo, rekel, hecanja. Mogoče je to recept, se pravi kombinacija vsega tega, da sva za letošnje leto, ki je že odpadlo, imela praktično vseh 5 ali celo, če upoštevam še Berlin in 7 destinacij praktično razprodanih. Ja, v bistvu, te naši izleti v vseh teh letih so ratali v bistvu zelo ena taka zanimiv način druženja. V bistvu mi smo začetka delali to zelo individualno, potem smo pa vse skupaj te naše dogodivščine prenesli mogoče na en korak višji, ampak še zmeraj smo ostali v tem preprostem v bistvu načinu. To se pravi, da nismo ljudi preveč obremenjevali z neko zgodovino, z nekimi posebnimi letnicami. V bistvu vedno smo jim to pač tudi ponudili, da so lahko dobili te informacije, če so jih želeli, ampak v bistvu to najno turistično potovanje, športno, je bilo zelo sproščeno. In mogoče, ne vem, bom rekel tudi tako, mogoče vsem ta način potovanja ni ustrezal.
in so se mogoče niso več vrnili nazaj. Sva pa sigurno v teh letih navdušila ogromno slovenskih tekačev in tudi nekaj iz tujine, ki so tudi potovali že z nama. In sploh to, ko so prišli domov in so pripovedovali svojim znancem, svojim prijateljem, kako smo se mi fino na teh potovanjih imeli, ravno to je tudi pripeljalo potem nove najne potnike, mogoče tudi ta najen individualen pristop k tem potovanjem, da smo jim v bistvu kar vsakič dala del sebe na teh potovanjih. Nismo bili tista klasična agencija, ki te vozi, ne vem, od muzeja do muzeja, od galerije do galerije, ampak smo si res dobro, mi tudi nismo imeli vedno toliko časa, vedno probali smo pa videti tiste glavne turistične znamenitosti, se spoznati, kot si že tudi rekel, z lokalno kulinariko, tudi meni sploh super, da recimo v vseh teh mestih spoznamo njihove te kulinarične dobrote, njihovo, ne vem, pivo največkrat, in tudi ne vem, druge kulture, druge ljudi, ne vem, meni so sploh te ogromna mesta, so mi fascinantna že od nekdaj, London, Rim, Pariz, ne vem, vse te prestolnice, v katerih smo bili, in mislim, da sva tudi kar malo zastrupila te najne goste, najne skupne popotnike, da se kar z veseljem vračajo spet, ker se tudi med njimi, so se stkala zelo, bom rekel, kar pristna prijateljstva, in se zelo velikokrat tudi med sabo dogovorijo, hej, Marko pa Igor sta spet organizirata, ne vem, izlet v Porto, a gremo skupaj zraven, tako da smo kar v bistvu taka velika športna potovalna družina postala vseh teh letih. #Polenovka. Letos, zdaj bi se morala vrniti iz Istanbula, letos bi mogla potovati še na Cipr, pa v Budimpešto, pa v Skopje, morda nam uspe v naslednjih letih, v planu sem imela potem še Marakeš, Helsinki, Edinburg. Kdaj meniš, da bo situacija spet zrela za ta potovanja in ko bo, meniš, da bodo ljudje spet zagrabali ta potovanja, tako kot nekoč, ker mi, da so se večkrat na ta pred temi izleti usedla dol, pa virtualno pregledala destinacije, kamor gremo, da so dobili občutek pač za mesto. Google nam omogoča praktično pogled vse detajle destinacije, kamor potuješ, ampak ko prideš na tisto destinacijo, to se zmeraj ugotavlja, pač ni isto. Realno, ni enako virtualno. Menda tudi ljudje, tekači, tako razmišljajo. Ti si dosti v kontaktu tudi z ljudmi, ki so potovali, pa bi še potovali. Kakšno je tvoje mnenje? Ljudje komaj čakajo, da se spet podajo po svetu ali bodo morda od začetka bolj zadržani? Ja, moram reči, da sem bil letos kar veliko v kontaktu z našimi tekači. Se sva kar tam od marca pa skoraj do tega tedna, sva imela ogromno enega dela z prestavljanjem, odpovedovanjem, z letalskimi kartami, hotelskimi nastanitvami. Tako da hvala Bogu, da imamo tukaj zelo dobre sodelavce, ki nam pri tem pomagajo. Smo pa skupaj razmišljali veliko o tem, ljudje si po eni strani zelo želijo spet potovati, želijo si iti spet na maratone, po drugi strani se pa čuti malo trenutno še ta zadržek, ljudje so še vedno mogoče malo, kako preko v nekem strahu, kako se bo ta korona kriza končala, tako da jaz po mojem mnenju, jaz mislim, da ta prvi spomladanski del 2021 ne bomo kaj veliko potovali in tekali organizirano po evropskih mestih. Mislim pa, da bi lahko potem, vsaj v drugem delu, to se pravi tam poletni meseci, nekje od meseca junija naprej, bi se pa zadeve toliko stabilizirale, da bi lahko v bistvu se počasi začela tudi ta, sploh mogoče začetka najprej ta domača tekmovanja, da malo začutimo spet ta pridih tekem tekaških, da se konec leta, to se pravi v jeseni, pa pozno jeseni, da pa se mi spet vrnemo na naše
v bistvu te evente, ki smo jih imeli za letos v planu, ki si jih že tudi prej sam naštel, pol pa samo še 2021, 2022, pa planov ne bo zmanjkalo. Tleh imamo pa mislim, da še toliko enih destinacij, da lahko še potujemo kar desetletje ali pa več, po moje. Še desetletje ali več, ja. S vami namreč v najboljših letih, cenjeni gledalci in spoštovane poslušalke, kar se pač tudi vidi. Tisti, ki gledate, ne bi verjeli, da smo na sceni že 15 let. Mama še neki purfla vse, pa ne. Včasih se usedeva dol na kakšno kavo, pa ko imamo kakšen sestank ali pa debato, pa ugotavljava, da če bi bila spet stara 30, da vendarle se po teh 15 letih malo drugače obračava, kot so se takrat, ampak vendarle ne zapuščana je še ta entuziazem, ne zapuščajo naj ideje, kreativnost in tako naprej. Vsaj še, tako kot si rekel, 10 let imamo dobrem, kva praviš? Jaz mislim, da sploh zdaj, ko sem se jaz tele očala naštimal, spet malo bolj jasen vidim, a ne? Tako da 10 let, mislim, da ne, tako bom rekel, no, jaz se sigurno še počutim zelo pripravljenega v bistvu narediti še marsikaj v tej tekaški sceni, to se pravi v organizaciji prireditev, kot na segmentu tega tekaškega turizma, ne? Ker v bistvu mi smo zaenkrat šele Evropo nekje, bom rekel tako 2/3 Evrope pregledali. Imamo pa še plan, kot smo že tudi rekla, ne vem, prva destinacija, ki smo imela v planu za 2021, je bila že tudi Afrika, to se pravi Marakeš, ki je tukaj še Azija, Amerika, tako da upam, no, da je, kot smo prej rekla, da se ta situacija res umiri in da bomo lahko še prepotovali en kup našega sveta in da bomo tako, kot imaš ti tam nad sabo gor obešene tele medalje, lahko še kar leta in leta prinašali iz teh svetovnih tekov domov tele žlahtne kovine. No tako, ne, da bo naslednje leto na tej steni viselo namesto teh virtualnih letošnjih bistveno več tistih pravih, ki jih bomo šli iskat, ne pa da bodo prišle po pošti. Živiš po vseh mednarodnih vodnikih, ki jih prebiramo v zadnjem času, na enem najlepših krajev na vsem svetu. Ravno zadnjič so Bled spet proglasili za najbolj, mislim, da seksi destinacijo, nekaj tazga, pa otok in tako naprej, pa tisti razgled iz Osojnice, ki se je hotel dati prej za ozadje, pa si rekel, da bo čisto preveč kičast, da je pač že tako preveč lepote na sliki, kar se strinjamo. Ne se vidi, posebej zdaj, ko zdaj očala nazaj gor, je noro se gledalke zdajle vreščijo. Kljub temu, da že sem pogledal na uro, govorijo že celo uro, ampak ta debata je tako zanimiva, da te moram še nujno vprašati. Živiš na enem najlepših krajev na svetu, pa vendarle tako rad tudi potuješ po svetu. Morda zato, da potem, ko se vrneš, bolj znaš ceniti ta biser, v katerem pač je tvoje prebivališče, ali še kakšen drug razlog? Kaj pa vem, no, meni je Bled že od nekdaj mi je bil všeč, se pravi, mene nikoli ni motilo na Bledu ta množični turizem, toliko enih ljudi, jaz sem zelo rad to, zelo rad sem med ljudmi, zelo rad sem v tem, ko rekel, šundru, je pa tudi fino, da se lahko potem umakneš, ker tudi živim v takem predelu Bleda, da lahko v bistvu, ko mi paše, se pač umaknem na svoje, ko pa rabim spet ta vrvež, grem pa lahko pač direktno do jezera in v bistvu to vse podoživim. Tako da zelo rad pa, tako kot si rekel, zelo rad potujem, v bistvu na Bledu imamo vse, imamo turizem, imamo en kup športnih dejavnosti, ampak ne vem, vse pa rad spoznavam tudi druge kulture, kot sem že prej pogovarjal, kulinariko, ne vem, pač rad spoznavam celo Evropo, cel svet, tako da, če bo le možno, bomo v naslednjih letih prepotovali in pregledali še kar en kup tega, seveda se bomo pa zmeraj tudi radi potem domov vrnili.
v družinsko gnezdo, v katerem zadnje mesece preživljamo kar veliko časa in ker zgledava še kar dobro, pa tudi najno psihično zdravje je še kar na nivoju. To pomeni, da pa to ni zdaj namig, da mora karantena še nekaj časa trajati, vseeno, če se tudi počasi neha, ker tudi najno psihično zdravje ne bo trajalo večno, če bomo v tem karantenskem stanju. Daj mi povej, kaj je poleg košarke, s katero se pečaš že od mladosti, pa zdaj teka, pa pohodništva, morda še kakšen tvoj priljubljen šport, poleg tistega, kar si že povedal, da spremljaš? V bistvu, tako kot sem že začetka rekel, jaz sem šport spremljal čisto od svojega otroštva. Se spomnim, da še tudi brat nisem znal, ko sem gledal prenose športne, to se pravi smučanje in skoke. Ko sem star še prosil, da sta mi prebrala, kdo je ta zdaj na štartu, ker nisem znal še brati takrat. Tako da, ne vem, jaz sem bil sploh v svoji mladosti kar velik tak športni navdušenec. Probal sem kar veliko športov, bom rekel, od tenisa, kolesarstva, tek na smučeh, seveda tudi košarka, pa nogomet. Ampak ta moja ljubezen sigurno je košarka. Tako da sploh zdaj v teh časih, ko smo takole prikovani na svoje domove, večinoma ni več tega druženja, se pravi, že kar skoraj 1 leto, to se pravi, nekje tam marca smo zadnjič imeli rekreacijo, se pravi letos poskusno samo 2-krat, preden so spet vse dol zaprli. Tako da to mi manjka, ta oranžna žoga, pa 10 prešvicanih descev, ko se podimo za njo. To je res super. Kakšna lepa misel, naj se malo usede. Ampak kakšnega športnega vzornika, športnika, ki ti je navdihoval, morda, pa na katerega se še zmeraj spomniš, pa ti še zmeraj da recimo nekaj elana pa navdiha? To se pravi, takrat v mojih začetkih, tudi ko sem se začel ukvarjati s košarko, takrat še mogoče ni bilo tako, nismo imeli takega dostopa do teh vseh medijev, pa do interneta, nismo mogli na tak način še spremljati, nismo imeli v bistvu dostopa do NBA lige, do vseh teh programov, ki jih zdaj lahko vidimo, in se nismo tako poistovetili s temi zvezdami takrat iz Amerike, kot je zdaj to mogoče. Meni je bil takrat že od nekdaj všeč košarkar Vlade Divac, se pravi igralec iz Srbije, ki je potem tudi prestopil v NBA ligo in je tam skupaj v Los Angeles Lakersih igral skupaj z Magic Johnsonom in ta par mi je bil res vrhunski. To sploh zaradi tega, ker sta bila to dva zabavljača, ker imam košarka, ima v bistvu ni bil samo tisto garanje, samo nekaj atletsko naučeni gibi, ampak je bilo en kup ene domišljije, en kup v bistvu, že kar tako rekel, en cirkus na igrišču, in tisto je bilo meni fenomenalno takrat gledati. Tako da, se spomnim, ko mi je enkrat teta iz Amerike prinesla majico z Magic Johnsona, to je bilo takrat meni, recimo, ne vem, to mi je pomenil, je pa tudi živela v New Yorku, in mi je rekla, kakšno nalogo si ti meni dal, kje ne jaz sred New Yorka najdem zdaj to majico človeka, ki igra na drugi strani Amerike. Ampak se je potrudila, tako da tista majica, se spomnim, sem potem kar nosil še dolg časa, dokler ni res čisto obledela. Do zdaj, tvoje igrišče je letos pač Blejsko jezero, marsikdo bi rekel, marsikdo Slovenec, ti Srečko, ti. Koliko krogov boš letos nabral okrog jezera? Zdaj tako plan je bil, začetek leta je bil plan nekje 200, ampak pol vse tele omejitve, ki so nam jih dali en kup prostega časa, je pa prineslo do tega, da sem jaz to številko že skoraj, mislim, da jih je še 5 mi jih manjka, tako da sem rekel, da zdaj bo pa treba nekje en nov izziv si dati,
Tako da, če bo zdravje nekje, koliko je treba, a ne, rečemo, ajde, 230. 250, to kot je bilo tekačev na BRT-ju, pa polovička v 10 km, sama simbolika, ni, tle ni, ne moreš reči, ne, pa še v javnosti. Kakšen dober izgovor za to, ali pa kakšno spodbudo, no? No, ste slišali, spoštovani in cenjene, Igor rab motivacijo, prosim, z idejami na plano, da bo upravil še preostalih 55 krogov, kot jih ima letos še za na Bledu narediti, da bo številka okrogla. Imaš mogoče kakšen predlog, koga od slovenske tekaške scene še rabim semle zvabiti na tvoje mesto, da ga izprašam, mogoče kakšnega, ki bi v tebi zanimiv? Ja, kaj pa vem, mogoče sigurno so zanimivi vsi ti naši hitri tekači, to se pravi od Kobeta, se pravi Puharja, Krevsa, mogoče tudi Kejžar, ampak mogoče pa meni bilo pa ful zanimiv recimo en pogovor z, ne vem, organizatorjem kakšnega večjega, to se pravi enega od teh Major Six, maratonov, da bi to enkrat uspel dobiti v svoj studio, en tak pogovor, mislim, to bi bila ena taka res tematika, ki jo pa jaz zelo z veseljem poslušal. No, se pravi Majorsi, ok, japonsk ne znam, nemšk sem tudi bolj švoh, se pravi pol ostanejo, z Londona se mi tako ne oglašajo, Boston je... Boston, New York, Chicago. Mogoče Chicago, ja, mogoče res Chicago, ja, ta je še ne bolj tak, tam res še nisem več probal, ja. Ampak dobro, evo, dober izziv si mi dal, zakaj pa ne? Zdaj, res zanimiv pogovor, lahko bi se že pogovarjala, ampak da ne bo res predolga, bo to raje še kdaj naredila. Na zdravje še enkrat, jaz se rebam tole pivo, ti imaš Coca-Cola Zero, na čast najbrž našemu generalnemu sponzorju tudi na nočni desetki. Sigurno, ampak tudi to je moja pijača, ki jo kar vsak dan lepo ob kavici pokonzumiram. Točno, vsi, ki te poznamo, vemo, da Coca-Cola Zero je kar obvezen dodatek in da je to lahko tudi dober shujševalni pripomoček, če smo že pri tem. Igi, hvala ti še enkrat za tvoj cajt, ki si ga vzel med tole karanteno. Zdaj najin projekt, ki je letos tudi malo koronsko na stand-byu, je kaj že? Kaj sva že rekla, da je naredila? Zdaj sem pa spomnil, ja. Tili ukrepi so me čist zmedali. Ljubljana, 32 kilometrov, PST, obrneva, samo da Jelko odpre. Samo da nama Jelko dovoli prideva zakrožati še okrog prestolnice, da ne bo sam na Bledu, ko se pa tele meje med občinami odprejo, bova pa tudi vse povabila še na Bled, pa magar še s kom naredila ta naš blejski razgledni trail. Tako, z veseljem, ja. Igi, vikend je pred nami, vreme bo lepo, pošlji kakšno fotko s terena. Hvala tudi tebi za vabilo v ta pogovor, tako da super je bilo, se pa javam kaj iz terena, sigurno, dobiš. Obvezno, spremljamo te. Ajde, Igi, hvala ti, drž se. Čau. Dolg pogovor je bil tole, ampak neskončno zanimiv, lahko bi trajal še kakšno urico. Upam, da ste uživali tako kot jaz. Če vam je bilo tole všeč, lajkajte, šerajte, naročite se, javite, pošljite vprašanja, če jih imate, predloge tudi za naprej. Lahko donirate na paypal.me/zagretzatek, vsakega evra bom vesel. Do naslednjič pa ostanite zdravi, dobro trenirajte, izberite kakšno hudo virtualno dirko in se vidimo prihodnji teden. Srečno!